Zgodbe odkrito.si. Seksualizacija Hollywooda ni značilnost le moderne dobe. Tam nikoli ni primanjkovalo mladih, privlačnih ljudi, ki so imeli veliko denarja ali pa so ga vsaj potrebovali. Zabavna industrija je že od nekdaj mamila mlade Američane, ki so od leta 1915 naprej v velikem številu drli na zahodno obalo. Zaslepljeni od blišča so bili lahek plen za uveljavljene igralce, agente, režiserje in producente, ki so jim obljubljali veliko priložnosti v zameno za njihove duše ali telesa. Tragični konci niso bili redkost. Hollywood je potreboval publiciteto, zato so studiji ustvarili zvezde, katerih javna podoba je bila povsem drugačna od tega, kakršni so bili v resnici. Nedolžne mladenke so se pod vplivom alkohola in droge predajale spolnim užitkom, zgledne glave družin so bili osvajalci in več kot en junak, ob katerim so se damam šibila kolena, je imel rajši moške. Zlata doba Hollywooda torej. Posilstva, prešuštvovanje, alkoholizem, odvisnost, umor in samomor. Vsega tega v domnevno nedolžnih dneh Hollywooda ne primanjkuje. Skozi čas so se spreminjali imena in obrazi, navade in lakota pa ostajata. Sledi nekaj najbolj odmevnih škandalov. Prva mednarodna zvezdnica in seks simbol. V 20. letih prejšnjega stoletja je poveličevala Louise Brooks, v 50. Marilyn Monroe, v 80. Madonna. Njene igralske sposobnosti so zasenčile škandalozne zgodbe. Večinoma naj bi šlo za urbane legende, a je Clara vseeno znala vreči kakšno kost. Leta 1930 je nekdanjo tajnico tožila zaradi poneverbe, ta pa ji je milo za drago vrnila, ko je z mediji delila zgodbe iz njenega zasebnega življenja. Clara je prvi živčni zlom doživela, ko je imela le 26 let. Studio Paramount, ki je z njo bajno zaslužil, se jo je leta 1931 znebil. To je le poslabšalo njeno duševno stanje, z leti pa je šlo le še navzdol, dokler ni obnemogla in leta 1965 v samoti umrla. Bil je zelo nadarjen komik, ki je v dobi nemega filma bil mentor samemu Charlieu Chaplinu. Tragedija je udarila leta 1921, ko je bil areteran zaradi umora. V eni od sob hotela, kjer je prebival, so priredili zabavo, na katero je prišla tudi starleta Virginia Rapp, ki pa se je med zabavo počutila slabo in potem celo umrla. In to prav v Arbucklovi hotelski sobi. Vsi udeleženci zabave so bili prepričani, da je Virginia le preveč spila, a po obdukciji je v medije prišla drugačna zgodba. Bila naj bi tudi spolno zlorabljena. Tako rekoč so jo pustili umreti. Neutemeljene obtožbe so zmanjšale možnosti za pošteno sojenje, čeprav so v prid Arbucklovi nedolžnosti govorili prepričljivi dokazi. Tretja porota je le bila dovolj razumna, da ga je v 6 minutah spoznala za nedolžnega. Kljub temu je bilo njegove kariere dokončno konec, saj so ga novinarji dobesedno raztrgali. In to čeprav nikoli ni bilo dokazano, da je bil sploh česa kriv. Leta 1932 je le dobil priložnost zaigrati v kratki komediji imenovani Hey Pop. Odziv je bil tako dober, da je sledilo še 5 podobnih. 30. junija 1933, le nekaj ur po tistem, ko je nehal snemati 6. in je podpisal pogodbo za snemanje celovečerca, ga je na cedilu pustilo srce. Star je bil le 46 let. Njeno dolgo kariero so pestili zlobni jeziki, ki so namigovali, da je na začetku svoje kariere v 20. letih prejšnjega stoletja, ko je bila v finančnih težavah, pokazala vsaj preveč gole kože, če ne še kaj hujšega. Rumene strani je polnila z nebrzdanimi zabavami, kjer ni primanjkovalo vodke. Šušljalo pa se je tudi o njenem odnosu z legendarnim Clarkom Gablom in drugih aferah. Na tapeti so bile njene zakonske zveze, od katerih je 3 sklenila z geji, in njeni obsesiji z grobim seksom. Še ko je bila na vrhuncu kariere, zgodbe o njenem domnevnem prostituiranju v mladih letih niso potihnile. Bette Davis, s katero sta bili na bojni nogi, je bila prepričana, da je svojo kariero naprej potiskala z boki, češ da je spala z vsemi zvezdniki obeh spolov. V tem sicer je nekaj resnice. Večina njenih moških soigralcev se ni mogla upreti njenemu šarmu. Nič bolje pa ni šlo niti Greti Garbo, Marlene Dietrich, Barbari Stanwyck in pozneje Marilyn Monroe. Nekateri pravijo, da je poskušala v posteljo spraviti celo Davisovo, a neuspešno. Leta 1978, leto dni po smrti Crawfordove, je njena posvojenka Christiana Crawford objavila knjigo, v kateri jo je naslikala kot egoistično tiranko.
Ta sloves vztraja še danes. Njena priljubljenost ni bila verodostojna odsev njenega zasebnega življenja, ki so ga zaznamovali škandali, tragedije in nenadna smrt, ko je imela le 26 let. Rumeni tis je prisvojil njeno življenje. Tu je samomor njenega drugega moža, producenta Paula Burna. Tu so njeni odnosi z gangsterji in gole fotografije, ko je imela le 17 let. Tu sta grabežljivi očim in domnevni splav otroka Williama Paula. Bila je prva igralka, katere podoba je krasila naslovnico revije Life, in sicer maja 1937. Zaradi njene vloge v filmu Red-Headed Woman so hollywoodski cenzorji odločili, da prešuštovanje ne sme biti nekaznovano. Zaradi Burnove impotence je imela afero s Clarkom Gablom. Burn se je 2 meseca po poroki ustrelil, zgodba pa je kljub prizadevanju studia MGM, da bi jo pometli pod preprogo, preplavila svet zabavne industrije. Časopisi so nekaj časa celo špekulirali, da je imela prste vmes pri soprogovi smrti. Na koncu se je le prebila mimo čeri slabe publicitete, potem ko je privolila v predlog studija, da se poroči z direktorjem fotografije Haroldom Rawsonom. Sčasoma se je zaljubila v Paula, a sveže ločeni zvezdnik ni bil pripravljen znova skočiti v zakonski jarem. 5 let po moževi smrti je zaradi odpovedi ledvic nenadoma umrla. Kljub njenim igralskim sposobnostim je bilo največ pozornosti deležno njeno zasebno življenje. Poročena je bila 8-krat, težave pa ji je delal tudi alkohol. Leta 1958 se je znašla na naslovnicah, ko je njena takrat najstniška hčerka Shirley do smrti zabodla materinega nasilnega partnerja Johnnyja Stompanata. Ta je na Turnerjevo večkrat položil svojo roko, nikoli pa ji ga ni uspelo prepričati, da bi šla narazen. Šušljalo se je, da ga je pokončala kar sama, a da je krivdo na svoja pleča prevzela hčerka, ki bi se ji zaradi mladoletnosti na sodišču pisalo bolje. Kariera Lane Turner je znova zaživela tistega usodnega leta. Poslovila se je leta 1995, spoštovana in častitljiva. Danes bolj kot ne pozabljeni Thomas Ince je bil ambiciozen producent in režiser ter eden od pionirjev nemega filma, ki je leta 1915 pomagal ustanoviti podjetje Culver City Studios. Preminil je 15. novembra 1924, domnevno zaradi odpovedi srca, a okoliščine bi le težko bile bolj skrivnostne. Umrl je namreč med svojo rojstnodnevno zabavo na jahti Oneida, ki je pripadala časopisnemu magnatu Williamu Hearstu. Vpleteni so Charlie Chaplin, igralka Marion Davis, ki je bila Hearstova ljubica, ter novinarka Luella Parsons. Ince in Hearst sta bila sredi poslovnih pogajanj, Chaplina pa naj bi zanimala Davisova, zato atmosfera na jahti ni bila najbolj sproščena. Prohibicija je bila v polnem zamahu, a na krovu vseeno ni primanjkovalo alkohola. Hollywoodska legenda pravi, da naj bi Hearst Incija v glavo ustrelil po pomoti, saj naj bi ciljal Chaplina, potem ko naj bi ga na jahti zalotil z Davisovo. Njeni kriki naj bi prebudili slavljenca, ki naj bi nenudoma posredoval. Med prerivanjem naj bi se sprožila pištola in ga pokončala. Tajnica Davisove Abigail Kingsolving je po drugi strani trdila, da jo je Ince tisti vikend na jahti posilil. Kingsolvingova je nekaj mesecev pozneje res povila otroka, nato pa v bližini Hearstovega ranča umrla v prometni nesreči. Našla sta jo njegova telesna stražarja, z njo pa tudi poslovilno pismo. Njeno hčerko so poslali v sirotišnico, katere mecenka je bila prav Davisova. Chaplin je vedno zanikal, da je bil na jahti. Poročila so kot vzrok smrti navajala akutne prebavne motnje, a govoric, da je Ince bil žrtev umazane igre, niso utišala. To pa, da je bilo njegovo truplo upepeljeno brez obdukcije, tudi ni pomagalo. Zgodbe odkrito.si